prijatelji naše televizije, prav toplo pozdravljeni. Tudi v tokratni oddaji bomo nadaljevali s predstavitvijo knjige, po kateri je slovenski prostor že dolgo hrepenel, in sicer ta knjiga nosi naslov Presveto srce Jezusovo, naš ščit in varno zavetje. Gre za duhovno dediščino Slovencev, za vero naših prednikov, zaradi katere je naš narod obstal. Knjiga prihaja v roke bralcev kot pomoč v času velike stiske, zmede in preizkušenj. Njeno vsebino bi moral poznati vsak, saj je bistvenega pomena za rešitev duše. Ne gre za zgolj še eno pobožnost, ampak za osnovo našega duhovnega življenja. Zato je pobožnost presvetega srca Jezusovega odločilna v današnjem času in je nujno potrebna za sodobnega človeka. Ker smo podlegli posvetnosti in izgnali Boga iz svojega življenja, smo ostali sami in prazni. Izgubili smo svoje srce. Spet ga bomo našli edinole v presvetem srcu Jezusovem ali pa bomo propadli. No, z menoj v studiu je tudi tokrat gospod Miha Terpin, ki je sodeloval pri prevodu in oblikovanju tega velikega dela in nam ga bo danes še podrobneje predstavil. Gospod Miha Terpin, me veseli, da sva spet tukaj. Hvala Jezus in Marija. Tako kot smo že prejšnji, začnimo tudi tokrat z molitvijo, z izročanjem presvetemu srcu Jezusovemu, in sicer mi dovolite, da preberem. Gre za sveto srce mojega Jezusa, posveti Marjeti Mariji Alakok. In sicer pravi takole. Darujem se tebi, sveto srce mojega Jezusa, z namenom, da bi bilo vse moje življenje, vse moje trpljenje, vsa moja dejanja in vse moje bitje uporabljeno za to, da te ljubi, časti in poveličuje. Naj se moje srce použije in spremeni v pepel v moči svoje ljubezni do tebe. Zakaj nisem le srce, da bi te ljubila, in duh, da bi te častila? Daj mi, te prosim, da bi odslej ljubila samo tebe in vse stvari le v tebi in zaradi tebe. Amen. To je molitev, ki jo je sveta Terezija iz Kalkute rada molila v trenutkih, ko se je soočala s težavami. Prečudovita molitev. In v bistvu je težko govoriti, a tudi meni to predstavlja veliki izziv, predstaviti presveto srce Jezusovo. Težko je govoriti nekomu, recimo govorim zase, ki te ljubezni ni spoznal. In potem govoriti o nečem tako zvišenem, kot je presveto srce Jezusovo. Ampak se bo potrudila, da bodo bralci, če že ne mogoče iz najnih besed, pa vsaj iz molitev ali pa iz vsebine knjige, ki jo bo prebirala po odlomkih, spoznali ta klic Božje ljubezni. Tako vi kot jaz, mislim, da smo oba dva, pa tudi lahko rečem, verjetno za večino naših gledalcev, smo že morda kdaj doživeli vsaj košček tiste Božje ljubezni, tistega dotika, tiste neverjetne sreče in veselja, ki te tako prevzame, da ni ničesar na tem svetu, kar bi se lahko s tem primerjalo. In prav to ljubezen preko čaščenja presvetega srca Jezusovega bova danes ponovno o tem govorila. Začniva pa tam, kjer smo nazadnje, kar smo omenila tudi v prejšnji oddaji, in sicer ura straže. Gre za obliko čaščenja, za molitev, pa morda še enkrat poveva, zakaj točno pri tem gre. Ja, uro straže je pravzaprav začela redovnica, ki je na papir narisala presveto srce Jezusovo. Okrog njega je v krogu razporedila 12 zvezd, ob vsaki pripisala uro dneva in pa potem še določila za vsako uro dneva nebeške zavetnike, s katerimi skupaj tisti, ki se za to vrsto pobožnosti odloči, moli. A ti zavetniki pa so presveta Devica Marija, sveti Jožef, sveti nadangeli, sveti angeli, kerubi, serafi, gospodstva, moči, oblasti. In recimo prav konkreten primer iz življenja, ki nam največ pove o tej obliki čaščenja presvetega srca Jezusovega, je dogodek, ko je stotnik v stolni cerkvi videl svojega vojaka, kako stoji pred tabernakljem. In ga je vprašal, kaj tam počne. Vojak mu je odgovoril, da straži.
Pravi, če so pri predsedniku v Parizu 4 straže in v našem mestu, mislim, da je bilo v Versailles, sta pred generalom 2 straži, pred polkovnikom je tudi 1, tukaj pred Jezusom Kristusom, ki je neskončno več, kot so ti možje, ki je naš Bog, resnični Bog, ki je pravi Bog in pravi človek, pa ni nobene straže. Pravi, tukaj pa stražim jaz in mi ni težko, se ne dolgočasim, ker Jezusa ljubim. In vem, da boste vi to razumeli, ker ga ljubite tudi vi. To je zgolj ena izmed oblik. Teh oblik je še cela vrsta. Pri vseh pa je pomembno samo to, da so izraz naše ljubezni do Boga. Na ta način človek pokaže svojo pripravljenost in voljo in trdno odločenost, trden sklep, da bo Boga ljubil bolj kot vse drugo v svojem življenju. Pravzaprav gre za pričeščenje presvetega srca Jezusovega, za najbolj popolno in najbolj zvišeno obliko izpolnjevanja prve Božje zapovedi. Ljubi svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo močjo, svojim mišljenjem in tako naprej. Ni lepšega načina in ni bolj popolnega načina izpolnjevanja te zapovedi, kot je češčenje presvetega srca. Zato je to češčenje dobilo tako potrditev tudi strani Svete Cerkve. Utemeljeno je v razodetju, v Svetem pismu, to smo že videli, pri cerkvenih očetih in pa v cerkvenem izročilu, tako da izpolnjuje vse pogoje. In taka priporočila, kot jih je dal recimo papež Pij XII v svoji okrožnici Haurietis, Aquas in Gaudia, ki je okrožnica o češčenju presvetega srca, ki nam razodeva na kakšen način in kako prav častimo, ki razblini vse pomisleke glede tega, ali je češčenje presvetega srca primerno, upravičeno. Torej, Cerkev ga ne samo priporoča, ampak ga pravzaprav nalaga vsem nam vernikom, češčenje namreč, ker je to v bistvu tista pot, po kateri hodimo, pot svetosti, ki nas bo pripeljala do končnega cilja. Končni cilj je pa zreti Boga iz obličja v obličje, v večnosti, v njegovem večnem nebeškem kraljestvu. In to se ne bo moglo zgoditi drugače, kot da mi v svojem srcu razvijamo polnost ljubezni, kolikor jo človeška duša pač zmore. V tem je tudi razlika med nami in med svetniki. Knjiga prinaša veliko molitev in zlasti se mi zdi dragoceno to, da lahko molimo skupaj s svetniki. Svetniki pa so tisti, ki se od nas razlikujejo samo v tem, da so dosegli višjo raven in višjo popolnost v ljubezni do Boga. Hodili so po istem svetu, soočali so se z istimi problemi, s katerimi se soočamo tudi mi. Njihova lastnost, njihova največja lastnost pa je bila ta, da so bili popolnoma utemeljeni v ljubezni do Boga. In takšna osnovna stopnja čaščenja je zagotovo molitev. Molitev je tisti najbolj notranji glas nas, ki pride do Boga. Kakšna je prava molitev? Kaj je molitev sploh? Kako moliti? Ja, da bi na pravilen in učinkovit način pristopili k molitvi, je dobro vedeti, kaj se pri molitvi zgodi. Pa bom izkoristil to priložnost in kar povedal, kaj lahko vidimo recimo v knjigi. Da pa bi pravilno lahko in učinkovito pristopili k molitvi in da bi v bistvu prepoznali, kaj lahko s to molitvijo dosežemo, je najbolje, da kar pogledamo, kaj piše v knjigi, kaj se zgodi, ko človek moli. Kadar duša moli za drugega grešnika ali pa zase z gorečo željo za njegovo spreobrnenje, ga najpogosteje doseže, pa čeprav v zadnjem trenutku. Za žalitev, ki je bilo deležno moje srce, pravi Jezus, je zadoščeno. Molitev v nobenem primeru ni izgubljena, ker po eni strani lajša bolečino, ki mi jo povzroča greh, po drugi strani pa njena učinkovitost in moč služi, če že ne temu grešniku, pa drugim dušam, ki so bolj pripravljene obrati sadove te molitve.
Pa mogoče lahko eno molitev kar skupaj zmolimo. Čeprav nevreden, poklekujem pred tebe, najsvetejše srce Jezusovo, da te častim in molim, ljubim in hvalim, kolikor morem. Tebi, presveto srce, ljubeznivi prijatelj moje duše, priporočam z najtrdnejšim zaupanjem svojo stisko in nadlogo, svojo zapuščenost in revščino, svojo slabost, svojo mlačnost, skratka vse rane svoje duše. Prosim te najprisrčneje, usmili se me in mi pridi na pomoč. O ljubezni polno srce, reši me. Pri vsem, kar te more ganiti, te ponižno rotim, da podeliš meni, in vsem, katerih zveličanje je v nevarnosti, milost, da ostanemo v tvoji ljubezni. O Božje srce, ne daj, da se pogubim, stori z menoj, kar hočeš, dovolj mi je, da te le ljubim. Ne zavrzi me, vate zaupam. K tebi kličem, saj me moreš ti edino rešiti vsega hudega, posebno pa greha. Zatri v meni greh in odpusti mi vse, s čimer sem te razžalil. Žal mi je, zato te prosim odpuščanja. O presveto srce, izkaži svoje usmiljenje meni, mojim sorodnikom, mojim prijateljem, vsem, ki so zmožni tebe ljubiti, vsem tistim, ki so se mi priporočili v molitev in za katere sem dolžan moliti. Pomagaj vsakemu po njegovi potrebi. O usmiljeno srce, spreobrni grešnike in tolaži duše v vicah. Bodi pribežališče umirajočim, pomoč in tolažba trpečim. Bodi slednič meni, preljubeznivo srce, vse v vsem. Bodi moje pribežališče ob smrtni uri in vzemi v svojem velikem usmiljenju mojo dušo k sebi v raj. Amen. Če pogledamo to molitev, to ni nek molitveni obrazec. To je pogovor duše z Bogom. Pogovor, v katerem duša lahko Bogu v zaupanju, v popolnem zaupanju, v neki intimnosti, ki jo je zmožna samo svojim najboljšim prijateljem. Zaupa vse svoje stiske, vse skrbi, tudi vse svoje radosti, če hočete. In ne bi se smeli molitve bati kot nečesa, kar nam bo vzelo čas, kar ne deluje, kar ne učinkuje. Molitev vedno deluje. Tudi če mi morda ne začutimo njenega učinka in njenega rezultata takoj in na viden način. Nekje v nekem trenutku v našem življenju ali pa v življenju naših dragih se bo zgodilo, da bo Bog iz tega zaklada naših molitev črpal milosti in nam ali pa tem našim dragim ljudem spremenil življenje na ta način, da nas bo obvaroval zla, da nas bo obvaroval greha in nas usmerjal po poti svetosti. Tako da molitev je čudovita. Ja, moli in delaj. Ne? Tako. Prejšnji oddaji smo omenila posvetitev. Jaz bi na tej točki še vseeno rada enkrat povedala, če se naši gledalci sprašujejo, kako pa se lahko jaz posvetim presvetemu srcu Jezusovemu. Kaj pravite? Kako se danes posvetiti? Kako to poteka? Enkrat mesečno potekajo v Opatiji Stična redna srečanja častilcev presvetega srca Jezusovega in Marijinega. Na teh srečanjih je tudi možnost posvetitve ali pa obnovitve posvetitve za tiste, ki so se že prej posvetili. Torej gre za molitveno srečanje, ki vključuje svetomašno daritev. Poleg tega pa gotovo je ta priložnost tudi v vsaki posamezni župniji. Če bi župljan ali pa več njih pristopili k svojemu župniku, bi gotovo brez pomisleka se strinjal s tem, da se v okviru župnije pripravi taka posvetitev, ki vključuje neko obdobje priprave, da pravzaprav spoznamo, kaj posvetitev je, kaj v naše življenje prinaša, kaj Bog od nas pričakuje in kaj mu mi kot grešniki lahko ponudimo. In potem, in to je čudovita stvar in čudovit dogodek, za celotno župnijo se ta posvetitev lahko opravi. Iz osebne izkušnje lahko povem, da prihajam namreč iz župnije Višnja Gora, da je bil to eden najlepših dogodkov, kar se jih jaz spomnim v župniji. Ko je bila cerkev prepolna,
ljudje so prihajali celo od drugod, ko smo se skupaj, to je zelo pomembno, ne? Namreč, da ta korak se zgodi v občestvu, da to ni, seveda, obstajajo tudi molitve za osebno posvetitev, ampak ko to naredimo skupaj, ima to še večjo moč. Torej, skupaj smo se posvetili, več kot 300 nas je bilo in to je bil velik praznik za župnijo, tudi za tiste, ki cerkve ne obiskujejo. Namreč posvetitev se razteza na vse duše in njenih milosti so deležni vsi. Tega se dostikrat ne zavedamo. Mislimo, da je to samo moja osebna stvar med menoj in med Bogom, kar zagotovo je, ampak je veliko več. Tako da, ja, teh priložnosti gotovo ne manjka. In na koncu v knjigi pridemo do tistega najlepšega dela in to so obljube presvetega srca Jezusovega. Gre za 12 obljub. Tako je. Kaj nam Jezus obljublja, če bomo častili njegovo presveto srce? Te njegove obljube so samo dodatna spodbuda. Srce, presveto srce Jezusovo, ljubezen Boga do nas, njegovo trpljenje, ki ga je vzel nase, vse to so že dovolj veliki razlogi, da častimo presveto srce Jezusovo. To, da nam pa Jezus nekaj poleg tega še obljubi, to je pa samo še dodatna spodbuda. Pomeni, kako zelo nas ima rad. Ja. In da bi mogoče še tiste, ki omahujejo, še dokončno prepričal, da je vredno častiti njegovo presveto srce. Pomeni, da je vredno biti veren pravzaprav, ne? Ker tega ne moremo ločiti. Nihče ne veruje, kdor ne časti presvetega srca Jezusovega. In kdor časti presveto srce Jezusovo, veruje. Kdor izgovori besede presveto srce Jezusovo, je s tem pravzaprav izrekel kratko veroizpoved. S tem je povedal, da veruje v Boga Očeta, vsemogočnega, ki je ustvaril nebo in zemljo. In Jezusa Kristusa, sina njegovega edinega, ki je bil zaradi nas in zaradi našega zveličanja spočet in tako naprej. To vse je vsebovano v presvetem srcu Jezusovem. V bistvu gre za to, ali verujemo ali ne verujemo. Te obljube, pa je najbolje, da jih kar preberemo. Ta 12. ali velika obljuba, to je v bistvu obljuba tistim, ki bodo opravili pobožnost 9 prvih petkov. Obljube pa so zelo zgovorne in zelo pomenljive. Prva je ta, da bo Jezus tistemu, ki ga časti na ta način, podelil vse milosti, ki jih potrebuje v svojem stanu. Vsak od nas se sooča z neko konkretno življenjsko situacijo, z nekimi okoliščinami. Lahko je Bogu posvečena oseba, lahko je v zakonskem stanu, lahko je v samskem stanu. Ampak vsak tak stan od nas v bistvu zahteva določene stvari, da živimo svoje življenje v skladu s sveto Božjo voljo. Tega pa sami svojimi močmi ne zmoremo. Jezus nam ponuja milosti, ki izvirajo iz njegovega srca. Druga obljuba je, dal bo mir njihovim družinam. Kako zelo potrebno. Zlasti, ko smo ljudje omejeni v teh medosebnih odnosih, ko so šle stvari celo tako daleč, da smo bili zaprti med 4 zidove. Takrat je prišlo na dan veliko trpljenja, veliko nerazumevanja, zlasti v krogu družine. Družina je osnovna celica naše družbe, ki je najbolj napadena, ker se hudič zaveda, da če bo uničil to, potem bo v bistvu dosegel svoj cilj, namreč njegov cilj je ta, da se bori proti vsemu, kar je Božje. Zato se bori tudi proti družini, ki je ustvarjena na osnovi podobe svete družine. Tretja obljuba, tolažil jih bom v njihovem trpljenju. Trpljenje ni treba klicati, trpljenje v življenju pride samo po sebi. Je pa tukaj neka velika razlika in sicer lahko trpljenje doživljamo, ga prenašamo in gre na tak način mimo nas, lahko pa trpljenje zavestno darujemo Bogu in s tem
ima trpljenje odrešilno vrednost in lahko zaslužimo velike milosti in odpuščanje mnogih grehov in svojim trpljenjem lahko zadostimo za številne žalitve, storjene presvetemu srcu Jezusovemu. Duše, ki so v večji meri se temu zavezale, so duše žrtve. To smo omenili tudi že v prejšnji oddaji. In gotovo v trpljenju potrebujemo Božjo milost, ki izvira iz presvetega srca, da ne bomo Boga krivili za trpljenje, ki smo ga zaslužili svojim grehom. Bog ga pa dopušča zato, da bi nas prvič naredil ponižne, drugič pa zato, da bi te naše grehe uporabil za naše zveličenje, kajti Bog vsakemu, ki ga ljubi, vse obrne v dobro. 4. obljuba, varno zavetje jim bom v življenju, posebno pa še ob smrti. Na nek način je to povezano tudi z veliko 12. obljubo. In potem 5. obljuba, razlil bom obilen blagoslov na vse njihovo delovanje. Moli in delaj, ne? Molitev smo že opisali, na drugi strani je delovanje, ampak to naše delovanje na nek način izgublja svojo vrednost, če ni povezano z Bogom, če ni osmišljeno v Božji ljubezni. Božji blagoslov, ki nam je obljubljen po tej obljubi, nam v bistvu daje moč, da svoje delovanje oblikujemo v skladu s sveto Božjo voljo. Namreč mi lahko delujemo na osnovi svojih želja, lahko pa delujemo na osnovi tega, kar je Bog za nas pripravil in kar Bog za nas ve, da je dobro. Včasih je treba pri tem potrpeti tudi. Ne? Včasih si nekaj želiš, pa se to ne izpolni, pa potem se sprašuješ, zakaj se to ni izpolnilo. Potem čez nekaj časa vidiš, da je bilo boljše, da se ni izpolnilo. To je takšen primer, ko je Bog imel svojo mišljenje, svojo pot, ne tvojo, pa je hotel ti boljše. Ni šlo, ker ni bil Božji načrt. Točno tako. Ja, in bolj, ko se usklajujemo sveto Božjo voljo in pri tem nam pomaga prav ta milost, ki nam jo Jezus obljublja, bolj bomo v bistvu v svojem življenju lahko dosegli poslanstvo, ki nam je namenjeno. To velja za posameznike, za družine, za celoten narod in pa za človeštvo. 6. obljuba, grešniki bodo našli pri svetem srcu vir in neizmerno morje usmiljenja. Kaj bi bilo z nami brez Božjega usmiljenja? Ja. Božje usmiljenje je najvišja Božja lastnost. Spomnim se, da ste posneli več oddaj na to temo, tudi s patrom Tomažem Podobnikom. To je velik zaklad in veliko delo, ki ste ga s tem naredili, da ljudje lahko bolj spoznavamo to Božje usmiljenje in morda ob tej priložnosti predlagam, da bi tudi na temo češčenja presvetega srca Jezusovega povabili v studio katerega od duhovnikov mogoče na spomin, na misel mi pride pater Andrej Pirš, ki pripada skupnosti Delo, katere ena temeljnih točk duhovnosti je pravzaprav češčenje presvetega srca Jezusovega. On bo vedel veliko povedati in tudi teološko vse utemeljiti. 7. obljuba, mlačne duše bodo postale goreče. Mlačnost, ja. Jezus nam je zelo jasno povedal, da mu mlačne duše niso po volji. Zakaj? Tukaj mogoče je upanje tudi za grešnike, čeprav se iz tega ne da razbrati na prvi pogled, ampak nekdo, ki si upa grešiti, če pogledamo, da je recimo na sredini neka nevtralna točka in potem so tisti, ki se trudijo živeti sveto življenje, grejo po tej lestvici močno navzgor, v pozitivno smer, so na drugi strani tisti, ki v svoji nepremišljenosti, v svojem zavračanju Boga grejo pa zelo navzdol, zelo v negativno smer. Ampak to kaže tudi nek njihov potencial njihove duše. In Jezus pravi v tej obljubi, da bodo mlačne duše postale goreče. Ta duša, ki je sposobna zelo grešiti, je sposobna tudi zelo ljubiti. Edina pomembna prelomnica je ta, da sreča Boga nekje v svojem življenju. Jaz včasih rečem, da Bog človeka nekje za ovinkom počaka, ko človek tega ne pričakuje. In v tistem trenutku, ko bo človek, ki zdaj mogoče zelo greši, ali pa ki je recimo mlačen,
v trenutku, ko bo prepoznal in sprejel Božjo ljubezen v svoje srce, bo veliko boljši vernik, kot sem jaz. In povezano tudi s tem 8. obljuba, goreče duše se bodo povzpele do velike popolnosti. To so pa tiste duše, ki so na poti svetosti že naredile kar nekaj korakov, pa jim še manjka do popolnosti. Ni dovolj, da ostajamo zvesti samo nek del svojega življenja, kajti če padem tik pred ciljem, cilja nisem dosegel. To je zelo pomembno in je zelo velika skušnjava, da bi postali samozadostni, samovšečni, da bi se nam zdelo, da smo dobri verniki, ker hudič hodi okrog po svetu kot lev in čaka in išče, koga bo požrl. Do zadnjega trenutka sveti Frančišek Asiški. Ta asiški ubožec, ki je bil ubožec samo navzven in je bil velikan razumevanja in pa ne samo razumevanja Božje ljubezni, ampak je to ljubezen v resnici doživel in živel do te mere, da se je odrekel vsemu drugemu na svetu. In mu je bila ta ljubezen vredna več od vsega. On se je vrgel v grm bodečih vrtnic v trenutku, ko ga je napadla skušnjava. Tako da tudi mislim, da je primer svetega Patra Pija, ki je tudi res velik zgled krščanske ljubezni. Tudi on je v bistvu svetnik, ki je vse do konca prosil Boga za milost, da bi lahko ostal Bogu zvest. In pa potem sveti Leopold Mandić, zelo zanimivo, ko je obiskal Lourdes par let pred svojo smrtjo in je rekel, zdaj šele vem, kaj pomeni vera in ljubiti Boga in častiti Marijino srce. Namreč v nebesa ne bomo mogli, če ne bomo tega svojega potenciala ljubezni razvili do konca, do 100%. Če ne bomo dosegli popolne, čiste, neomadeževane ljubezni, kar na zemlji ni mogoče, zgodilo se bo pa lahko pač v trenutku smrti, ko bomo Boga ugledali. 9. obljuba, blagoslovil bom hiše, kjer bodo izpostavili in častili sliko mojega presvetega srca. To je obljuba, o kateri smo govorili že v prvi oddaji. Zato je zelo pomembno, da tam, kjer živimo, sami ustvarimo okolje, v katerega se bomo lahko zatekli, da bi lahko Boga ljubili in častili. To je naše zavetje, zato tudi tak naslov. In tega namesto nas ne more narediti nihče. Taka podoba bi resnično morala biti v vsaki hiši, na oltarju. In to je tisti prostor, kamor se zatečemo, potem, ko smo izpostavljeni svetu. Mi namreč smo v svetu, nismo pa od sveta. 10. obljuba, tam je zelo pomenljiva. Duhovnikom bom dal dar, da bodo ganili tudi najbolj zakrknjena srca. Sklepni del knjige, tako kot uvodni, prinaša sporočila Jezusa redovnici Josefi Menendez. Ta sklepni del je namenjen prav njegovemu srcu, torej Božjemu srcu, posvečenim osebam, duhovnikom, redovnikom in redovnicam. In zakaj se dogaja kriza vere v današnjem času pri današnjem človeku? Gotovo zato, ker o veri nismo dovolj poučeni, in pa tudi zato, ker o tem tudi govori Jezus, ker tudi duhovniki ne izpolnijo svoje vloge na tak način, kot bi Jezus želel. Duhovnik bi moral biti upodobljen po Jezusovem srcu. Duhovnik nastopa in persona Christi, nastopa v osebi Jezusa Kristusa. Ko v bistvu po njegovih rokah Jezus prihaja med nas. To so zakramenti, ki so največji dar Svete Cerkve. In Cerkev je pravzaprav prostor našega odrešenja. In Jezus obljublja, da bo duhovnikom dal tiste milosti in tiste moči, ki so nujno potrebne za odrešenje tudi najbolj zakrknjenih grešnikov. Da se bo Jezus pravzaprav, ne duhovnik sam,
ampak da se bo Jezus po duhovnikovem srcu lahko dotaknil mojega srca mene grešnika. Potem 11. obljuba, osebe, ki bodo širile to pobožnost, bodo imele svoje ime vpisano v mojem srcu. In sicer tako, da ne bo nikdar izbrisano iz njega. Kakšna lepa obljuba, ne? To je obljuba vam, Ja. ker, Nam? ker se trudite tudi na tak način, recimo s to oddajo, ko predstavljate knjigo, ki še bolj podrobno razlaga pobožnost do presvetega oziroma češčenje presvetega srca Jezusovega. Vendar ne smemo tukaj zmotno misliti, da je ta obljuba namenjena samo televiziji, radiju, katoliškemu časopisu, nekomu, ki ima dostop kot medij, kot neko sredstvo javnega obveščanja do večjega kroga ljudi. Ta obljuba je namenjena vsakemu posamezniku, ker vsak od nas je poklican, da je tisti, ki širi to pobožnost. To širjenje pobožnosti ne pomeni, da mora vsak napisati knjigo, pač pa pomeni, da moramo živeti tako življenje, ki bo presvetega srca Jezusovega vredno. Če smo že prejeli sakrament svetega krsta, ki izhaja iz vode, ki je pretekla iz Jezusove strani, če smo prejeli sakrament svete birme, ki je sveti duh, ki je tudi dar Jezusovega presvetega srca, če se hranimo s telesom in krvjo Jezusa, ki je tudi pretekla iz prebodenega srca Jezusovega, potem smo poklicani, da živimo pristno in dosledno krščansko življenje. Pomeni, da moramo živeti življenje, ki je skladno z 10 božjimi zapovedmi, ki je skladno z naukom cerkve v celoti. Pomeni, da si ne vzamemo tisto, Kar nam paše, ne? tako, tisto, kar ne pa ne. In to je nauk, ki je bil isti včeraj, danes in jutri. In nihče ni poklican in nihče nima avtoritete, da bi od tega kaj vzel ali temu kaj dodal. Mogoče ima moč, če ima položaj, recimo v cerkvi, ker nauka cerkve oziroma zaklada vere nihče od zunaj ne more spreminjati, lahko ga spreminja nekdo od znotraj. Ima moč, če zaseda nek pomemben položaj v cerkveni hierarhiji, ni mu pa dana oblast oziroma avtoriteta z božje strani, da bi to naredil. Spomnimo se samo navodila svetega apostola Pavla. Če bi prišel kdo, ki bi vam oznanjal evangelij, ki je drugačen od tega, kar smo vam oznanili mi, ga ne poslušajte. Tako da širiti pobožnost pomeni živeti resnično krščansko življenje in s tem, ko bomo sami prepričljivi, s tem bomo lahko tudi prepričali in vžgali tudi druge. In potem seveda ta velika obljuba, 12. ki je 12. obljuba, pravi Jezus, tistim, ki bodo zaporedoma 9 prvih petkov pobožno prejeli sveto obhajilo, bom podelil milost, stanovitnost in srečno smrt. Ta obljuba zajema zelo veliko. Srečna smrt, srečna zadnja ura. Kaj to pomeni? Pomeni umreti v posvečujoči Božji milosti. To se lahko zgodi na več načinov. To se lahko zgodi na tak način, da te posvečujoče milosti pravzaprav nismo izgubili. Ob svetem krstu je duša očiščena vsakega greha, očiščena izvirnega greha in vseh grehov, ki jih je človek do takrat storil. Recimo nekdo je lahko krščen ne nujno kot otrok, ampak pozneje. In v bistvu dobi svatovsko oblačilo, belo, neomadeževano svatovsko oblačilo, o tem govori apostol Matej v svojem evangeliju, mislim, da je v 22. poglavju. Vendar to svatovsko oblačilo lahko mi v življenju z grehom tudi omažemo. In kot taki nismo primerni, da bi se udeležili te večje nebeške gostije. Takrat nam Jezus zagotavlja, da tisti, ki bodo opravili zaporedoma 9 prvih petkov, pomeni, če en petek iz kakršnega koli razloga te pobožnosti ne opravimo, moramo ponoviti od začetka. Torej od začetka. Od začetka, še enkrat od začetka. Ta pobožnost vključuje prejem svetega obhajila, kot je tudi rečeno, ampak pobožno,
To pomeni popolno kesanje svojih grehov, trden sklep, da ne bomo več grešili. Jezus bo po takemu verniku podelil milost stanovitnosti, torej da ohranimo to da duša ostane posvečujoči milosti, ali pa srečno smrt. Torej, če nismo v posvečujoči milosti, pomeni, da prejmemo poslednje zakramente, se pravi spoved, sveto obhajilo in maziljenje, ki nam jih podeli duhovnik na smrtni postelji. Lahko pa se zgodi, da človek takrat ni v stanju, recimo povsem mentalno ni v stanju, se ne zaveda, da bi opravil sveto spoved, da bi vredno prejel sveto obhajilo, takrat je druga možnost samo maziljenje. Torej, sorodniki, bližnji, navzoči, če sorodnikov ni, pokličejo duhovnika in duhovnik podeli maziljenje. Lahko se pa zgodi, da človek umre in nima možnosti poklicati duhovnika, se pravi, umre brez navzočnosti duhovnika. Takrat pa je potrebno popolno kesanje. To je ena od stvari, ki je mnoge duše rešila v trenutku smrti. To so stvari, ki jih mi ne moremo videti navzven, kaj se z dušo takrat dogaja, ko se sreča s svojim stvarnikom in sodnikom. Vendar Jezus vse to obljublja. Tako da nekdo bo morda prejel zakramente, nekdo pa morda ne bo prejel zakramentov, pa bo prejel milost popolnega kesanja. Tako da zagotovo je to največja med vsemi obljubami. In, Gospod svoje obljube izpolni. Ja, ker je eno celo poglavje, ki govori o zanesljivosti obljube. Potem je posebno o poglavje, ki govori o smislu obljube, torej kaj pravzaprav Gospod obljublja, komu Gospod to milost obljublja in pa pravzaprav kaj je vir te obljube in njeno poroštvo. Tukaj bi želel posebej povedati, da je ta pouk o pobožnosti presvetega srca Jezusovega zelo sistematično razdelan. Poglavja s podpoglavji s posameznimi točkami, tako da res lahko zelo podrobno in globoko spoznamo vse različne vidike te pobožnosti. Poleg tega je pa posebna milost, to, kar sva že omenila, tudi osebno Jezusovo razodevanje redovnici sestri Jozefi Menendez. Navedeni so pa tudi izgledi, kako Bog to svojo obljubo izpolnjuje. Za tiste, ki morda sama razlaga ni dovolj, pa so navedeni izgledi iz preteklosti in tudi iz nedavne preteklosti. Kako se Jezus ne obotavlja, da bi dokazal, da ta obljuba z njegove strani vedno drži. Ni problem namreč pri Bogu, zato ker njegova beseda je večna, vse bo prešlo, njegova beseda pa ne bo prešla. S tem nas v bistvu opogumlja, da se ne bi zadrževali in da bi se, tako kot se otrok vrže v naročje svojega očeta ali svoje mame, da bi se brez zadržkov vrgli nekako v morje milosti njegovega presvetega srca. Če naj bralec karkoli odnese od te knjige, je to misel: dragi brat in draga sestra, poklican si k ljubezni, ustvarjen si iz ljubezni in za ljubezen. To je edini smisel tvojega življenja. Ko boš bral ali brala to knjigo, ne beri besed, ampak beri Jezusovo ljubezen. Kakšno lepo navodilo. Ja. In za vse, ki želite brati Jezusovo ljubezen, vam danes še enkrat res priporočava nakup oziroma naročilo Presveto srce Jezusovo, Naš ščit in varno zavetje, knjige, ki sta jo skupaj pripravila gospod Miha Trpin in gospa Aneta Stojlovski. Tako. No, knjiga se konča z Jezusovim klicem svojim apostolom, ki jih vabi: želim, da bi se med mojimi zvestimi in izbranimi dušami prebudila in rasla želja in potreba po zadoščevanju, ker svet greši. Da, svet, narodi sveta v tem trenutku izzivajo Božjo jezo.
Toda Bog, ki hoče kraljevati iz ljubezni, se obrača k svojim izbranim dušam. Zelo močne besede. Ne? Vprašanje, kdo so te izbrane duše? Ja. To so tiste duše, ki so v sebi začutile duhovni poklic. To so fantje, ki so postali duhovniki ali redovniki, in dekleta, ki so postale redovnice. Na njih Bog še posebej računa, zato ker brez njih je Božje ljudstvo prepuščeno na milost in nemilost hudobnemu duhu. Upam, da se zavedajo te velike milosti in velike časti, ki so deležni, obenem pa gre s tem z roko v roki tudi izjemno velika odgovornost. In spet bom vzel v roke knjigo, ker se mi zdi to najlepši način, kaj Jezus od njih pričakuje. Ali vsi odgovarjajo na ta klic? To sprašuje Jezus, to ni moje vprašanje. Ali izpolnjujejo svoje poslanstvo ljubezni? Namreč poslanstvo Bogu posvečenih oseb je poslanstvo ljubezni. Ali mi bo danes na oltarju moj duhovnik znal zaupati duše, za katere sem mu dal odgovornost? Ali bo morda duhovnik samo opravil sveto mašo, sicer tehnično korektno, ampak njegovo srce ne bo potopljeno v presveto srce Jezusovo. In ne bo imel v mislih teh duš, ki so mu zaupane. Ali bo zadostil za želitve, ki sem jih deležen in jih on pozna. To je tako zelo pomembno. Duhovniki, ki poznajo nauk, ki poznajo to, kar uči cerkev, oni tudi vedo, kaj je greh. In oni tudi poznajo svojo župnijo, poznajo ljudi, ki so jim zaupane, poznajo duše in za določene duše vedo, da so v grehu. In največ, kar lahko tak duhovnik naredi, je to, da jih na ta greh opomni. In to je izraz ljubezni. To ni v tem smislu, kdo sem jaz, da jih sodim, ampak gre za ljubezen, ki bo na ta način, da se oseba zaradi tega opomina, ki je pravzaprav Božji opomin po duhovniku, zaradi tega se bo oseba spreobrnila, se bo tega greha rešila in bo bliže svojemu zveličanju. Torej, naloga duhovnika ni to, da, oziroma način, ni ta, ja, se to ni tako hudo, sej to delajo tudi drugi. Duhovnik je zaradi ljubezni dolžan vernika opomniti. Ne samo to, ampak je dolžan zadostiti za želitve, ki jih je deležno presveto srce Jezusovo in jih duhovnik pozna. In to najlažje stori pri darovanju svete mašne daritve. Ali me bo prosil za moč, za sveto opravljanje svoje službe in gorečnost v delovanju za rešitev duš? Ali se bo znal danes darovati bolj kot včeraj? Ali me bo dal ljubezen, ki jo pričakujem? Pravzaprav bi moral biti duhovnik zaradi tega, ker je Bogu tako blizu, tisti, ki Boga najbolj ljubi. In ali se bom mogel, se pravi jaz, Jezus, v njem odpočiti kot v svojem predragem in ljubljenem učencu? Ah, kako hudo zaboli moje srce, ko sem primoran reči, duše sveta ranijo moje roke in noge, blatijo moj obraz, toda moje izbrane duše, moje zaročenke, moji duhovniki, parajo in trgajo moje srce. Jaz bi si želel, da bi to knjigo dobil v roke vsak duhovnik. Da bi vsi duhovniki, vsi Bogu posvečeni, redovniki in redovnice, iz dneva v dan bolj napredovali v ljubezni do presvetega srca Jezusovega, zaradi ljubezni same, ki je te njihove ljubezni vredna, se prav ta Božja ljubezen je bil tisti Božji klic, ki so ga oni začutili, da so se podali na to pot posvečenega življenja, in pa zato, da bi mi, ki smo navadni verniki, laiki, lahko zaradi njihove presežne ljubezni tudi vedno bolj ljubili Boga. Tako da, pa mogoče še pravi Jezus,
Da bi svet spoznal mojo dobroto, potrebujem apostole, ki mi bodo razodeli moje srce, ki pa ga bodo najprej sami spoznali, kajti mar more človek učiti o tem, česar sam ne pozna. Ja, tukaj je velika naloga na duhovnikih in ta čas, v katerem se zdaj nahajamo, ki je tudi za duhovnike bil poln enih izzivov, kjer so bile cerkve zaprte, kjer se je vsi smo pričakovali eno tako gorečo pobožnost, da se bomo še bolj zatekli, bomo morda pa končno tudi njega povabili, da on odloča o našem zdravju, ne samo najboljši znanstveniki, doktori in medicina. Tukaj tudi lahko vidimo veliko izzivov, ki so v današnjem času se zgodili. Ja, to sem pripravil kot zaključno misel, zdaj ne vem, koliko časa imava še. Še imava kakšnih dobrih 10 minut. Tako da, si tista moja zaključna misel je malo daljša. Tako da, če bi hotel nekako povzeti ves namen, zakaj so za Neto to knjigo naredila, zagotovo zato, da Bogu damo priložnost, da najde pot do naših src. Bog zagotovo ima svoje poti, njegove poti niso naše poti. Ampak to je en otipljiv način in to je način, ki si ga Bog želi. To smo videli iz same vsebine te knjige. Ne? Če pa želimo doumeti, zakaj zdaj in zakaj ta knjiga v tem času, bi bilo pa zelo koristno, da naredimo en korak nazaj in da malo širše pogledamo na to, kaj se dogaja s človekom, s človeštvom, s družbo in s cerkvijo v tem času. Pa bi mogoče omenil eno na videz obrobno stvar, na katero verjamem, da nihče ni bil pozoren, ampak je zelo velik pokazatelj tega, skozi kaj gremo in kakšne preizkušnje so nas doletele. Namreč, mislim, da je bilo 16. decembra, je Organizacija Združenih narodov sprejela resolucijo, govori o poštenih volitvah. Pri tem pa prvič uporablja izraze, kot so spolna istovetnost, spolna usmerjenost in tako naprej. Oporekale so države Severne Afrike in pa Bližnjega vzhoda. In češ, da to ni v skladu z naravnim, ne z Božjim zakonom. Predstavnik Nigerije pa je svoje nasprotovanje utemeljil s tem, da gre za vsiljevanje vrednot neke konkretne družbe vsem državam po svetu. In katera je tista konkretna družba, ki te vrednote vsiljuje? To je postkrščanska zahodna družba. In imamo paradoks, da države, ki so pravzaprav utemeljene na krščanskih vrednotah, ki temeljijo na resnicah katoliške vere, so tiste, ki začenjajo in pospešujejo propad zahodne krščanske civilizacije. To je huje kot v primeru tistih držav ali pa družb, ki nikdar niso bile krščanske. Oni Boga še niso spoznali, mi pa smo bili deležni vseh milosti. Torej, propad civilizacije vodi in usmerja nekoč krščanski zahod, ki utira pot za nastop Antikrista, tako kot je nekoč sveti Janez Krstnik ravnal pot za prihod odrešenika Mesije. Vendar razmere v družbi so vedno tudi odraz razmer v cerkvi. Nobena stvar se v družbi ne more zgoditi, ne da bi se prej zgodila tudi v cerkvi. In samo nedoslednost in pa ohlapnost cerkve v razlaganju svete katoliške vere in katoliškega nauka lahko vodi v degradacijo družbe. Cerkev je pravzaprav moralna avtoriteta za ves svet. Tega se vsi zavedajo. In če bi ostala popolnoma zvesta učenju svojega ustanovitelja in pa svoje glave, Jezusa Kristusa, potem zlo ne bi imelo take moči.
Žal pa smo priče odpadu od vere, o tem govori Sveto pismo, in ta odpad vere je v današnjem času brez primere. Še vedno večji postaja. Še nikoli na svetu ni bilo toliko greha, kot ga je zdaj. Ljudje so vedno grešili. Ampak to, kar se dogaja zdaj, je, da se greha ne sramujemo. Greha ni žal in ga celo postavljamo kot zakon. Se pravi, greh je zdaj uzakonjen. Bog na nek način lahko dopusti spremembo, če se človek pokesa za želitve Božje ljubezni, ki jih pač delamo vsak dan. Ne. Preizkušnje nam pa ne bodo odzete in ljudje pričakujejo, recimo, da kar nas je doletelo, ja, saj Bog je usmiljen, bo to umaknil. Ne bo. Oziroma ne vem. Ampak obstaja razlog, zakaj Bog to dopušča in zakaj ni nujno, da bi nam Bog te preizkušnje odmaknil. Kajti, če bi želeli, smo imeli dovolj možnosti, da se spreobrnemo. V prvi oddaji ste omenili, da sva za Neto izdala že tudi knjigo Skrivnosti Marijinih prikazovanj. Bog nas stoletja in stoletja opominja. Opominjal nas je po prerokih v Stari zavezi. Opominjal nas je na ta način, da je poslal svojega edinorojenega sina. Potem opominja po Devici Mariji. Torej, priložnosti je bilo brez dvoma dovolj. Ampak bojim se, da tudi če bi Bog to konkretno preizkušnjo, ki jo sedaj predstavljamo, odmaknil, da bi ljudje še vedno vztrajali v svojem grehu. Ko bo, prej sem omenil Antikrista, ko bo Antikrist nastopil, Antikrist je človek nepostavnosti. Žal mi je, da se premalo o tem govori. Je skoraj nič. No? Ja, ker ne gre za strašenje ljudi. Ja. To so stvari, ki so zajete v zadnji knjigi Svetega pisma, Razodetje. In ko se bo to zgodilo, bo uzakonjen ves greh. Tako kot je Jezus Kristus, sin večnega Boga Očeta, tako lahko označimo Antikrista za sina očeta laži. Vse, kar so Božje zapovedi, je Božji zakon ljubezni. On bo uvedel vse, kar je nasprotje Božjih zapovedi. In če pogledamo, kaj je zdaj uzakonjeno, ne ubijaj, recimo, imamo uzakonjen splav in evtanazijo. Vse Božje zapovedi bodo doživele svoje nasprotje udejanjeno v zakonih. In v bistvu bo vladalo eno umje. Ja. Vladala bo samo ena resnica. Kdorkoli se bo drznil tej resnici oporekati, kdorkoli bo si drznil izraziti svoje mnenje, čeprav utemeljeno. In prav to je zanimivo, ne, da nas zdaj nekako vabijo, naj sprejmemo, mi moramo vse sprejemati, ne, vse drugače misleče moramo sprejemati, ampak ko pa pomisliš malo drugače, pa si že, kako rečejo, no, tisti izraz, ko je, da si že, ne, prestopiš mejo, ali pa si tradicionalist, ali pa si karkoli drugega, tako je neko nalepko dobiš, ne. In to je prav to. V času, ko bo nastopil Antikrist, bodo vsi tisti, ki bodo nasprotovali njegovemu enoumju, označeni. To je pač prva taktika. Potem bodo preganjani, utišani in pa odstranjeni. Ne? To bo pravzaprav vladavina na osnovi moči in strahu. To ne bo vladanje ljubezni. To ne bo tisto Kristusovo kraljestvo, ko bo Kristus, kralj, ki bo vladal z ljubeznijo, ker zaradi strahu je človek pripravljen storiti marsikaj. Zaradi strahu pred izgubo službe, zaradi strahu, da ne bo mogel iti na potovanje ali pa iti v restauracijo, je človek pripravljen se ukloniti in žrtvovati tudi tisto, kar mu je najbolj sveto. Naprimer svobodi in svojim osnovnim pravicam. Ni dolgo tega, kar smo v našem prostoru že doživljali, neko vrsto enoumja, ne, in iz polpretekle zgodovine to še dobro pomnimo. Zdi se, da to ponovno doživljamo. In pride čas, ko se bo to izrazilo še v veliko večji meri.
Bojimo se bolezni in smrti. Čeprav so to stvari, ki na nek način se zgodijo same po sebi, smrti naj se ne bi bali, saj ne v tem oziru, kot se bojimo stvari, za katere ne vemo, ali se bodo zgodili ali ne. Smrt je namreč gotova in nihče ji ne uide. V tem smislu se nam je ni treba bati, ker bomo umrli. Ja. Jaz, vi, vsi mi. Lahko pa se bojimo smrti glede na to, kako smo živeli in če smo si s posledicami svojih grehov v večnosti zaslužili tisto, kar ni Božja ljubezen. Problem je namreč ta beseda v večnosti. Karkoli se bo zgodilo, bo za vekomaj. In to je v vest vsakemu človeku pravi. Ne? Tudi če si nekdo misli, jaz sem pa tako svetnik, ne? Jaz pa nimam nič greha, pa vseeno globoko v sebi nekje je tisto, ki te potem stiska. Ne? Bodimo iskreni, pa si priznajmo, kdo smo in kakšni smo. Kaj ti lahko varamo ljudi, ki jih srečujemo bežno v svojem življenju, svoje bližnje že malo manj, ne moramo pa varati Boga. Pa Boga pa sploh ne. Tako da mi smo pravzaprav mrtvi, mi živeti lahko šele začnemo in tisto življenje, ki nas čaka, upam, da bo življenje v ljubezni. In tisti, v bistvu, ki družbo vodijo, to je neka manjša skupina ljudi, ne? Oni na naš strah pred smrtjo in pred boleznijo računajo in ga izrabljajo, zato da lahko uresničujejo svoje cilje. Se pravi, postavljajo nam določene pogoje, mi pa smo jih iz tega strahu pripravljeni sprejeti. Kaj je pravzaprav strah? Strah je pomanjkanje zaupanja v presveto srce Jezusovo. To je pomanjkanje naše vere. Namreč v Svetem pismu beremo, ko Jezus nam sam neposredno govori, jaz sem greh in smrt in svet, jaz sem ga že premagal. Vse to, česar se mi bojimo, to je Jezus svojim življenjem, trpljenjem in smrtjo že premagal. In mi, ki smo v njega, kot v trto vcepljeni kot mladike, smo že po sakramentu svetega krsta v bistvu sodeležimo tudi vso slavo njegovega vstajenja. Tako da za nekoga, ki je v veri utemeljen, zase lahko rečem, da nisem dovolj, v bistvu se nam teh laži, ki vladajo današnjemu svetu, te manipulaciji, ki vladajo današnjemu svetu, pravzaprav ni treba bati. Ne pomeni, da ne bo treba za to nič žrtvovati. Žrtve bodo lahko zelo velike, ampak tisto, kar je pa na koncu, je pa poglavitno, ker moramo se zavedati, ne bojte se tistega, ki lahko ubije vaše telo, ampak tistega, ki lahko ubije vašo dušo. Kaj je zdaj na kocki? Torej, ne da nekaj izgubimo, na kar smo navezani, ampak lahko izgubimo večno, se pravi, večnost. Večno življenje. Ja, ampak večno življenje lahko tudi v peklu. Ni samo večno življenje, pa večno življenje z Bogom. Večno življenje z Bogom. Cela tragedija pogubljenja je namreč v tem, da duše, ki se za Boga niso odločile, ne samo zato, da se niso odločile, ampak ki so ga zavestno, s polnostjo svoje svobodne volje zavrnile, se mu dokončno odrekle, te duše Boga nikdar ne bodo zrle. To pomeni, da bo njihovo bivanje, ki bo večno, ki se nikoli ne bo končalo, bivanje, ko bo njihovo srce popolnoma izpraznjeno, do zadnje trohice vse ljubezni, ki nam jo poskuša razodeti presveto srce Jezusovo, da bo polno nasprotja ljubezni, ki je pa sovraštvo. In srčno si želim, da se to nikomor ne bo zgodilo, ampak Sveto pismo dokazuje, da se to ljudem zgodi. Ker Jezus pravi, kako bo ločil pšenico in pa plevel. In celo to je zanimivo, ne? Govori o tem, ko služabniki vprašajo gospodarja, ali ne ta plevel populijo, pa pravi ne, ker s tem bi poruvali tudi pšenico. Pravi, pustite, ko pa bo prišel čas žetve. In mislim, da ta čas hitro prihaja in smo mu vsak dan bliže.
bo plevel vrgel v večni ogenj, žito pa bo spravil v svoje kašče. Ali pa kako bo svoje ovce se pravi dal na svojo desno in kozle bo dal na levo. Ne? In potem bo jok in škripanje z zobmi. Jezus pravi v Janozovem evangeliju v 15. poglavju: če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo, potem bi ljubil tudi vas, ker pa niste od sveta. Ampak sem vas jaz odbral od sveta, zato vas svet sovraži. Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel. Služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. Tisti, ki se je pač bodo. Vse to vam tako. Potem je še en drug odlomek, no, ampak da ne bo preveč. Kdo bo sploh prepoznal Antikrista, ko bo nastopil njegov čas? Kdo bomo imel v svojem srcu dovolj ljubezni, ki izvira iz presvetega srca Jezusovega, da bo to laž prepoznal? Kajti večina ga bo z veseljem sprejela. Večina, ki hodi po široki cesti, ki vodi v pogubo, le redki so tisti, ki grejo po strmi, ozki trnovi poti, ki vodi v zveličanje. Zakaj ga bo večina z veseljem sprejela? Zato, ker on bo nastopil v trenutku, ko bodo ljudje pričakovali olajšanje. Celotno človeštvo bo trpelo zaradi nenehnega stanja izrednih razmer, neke neprenehoma ponavljajoče se krize. To, kar še sedaj vidimo. Zaradi vojen, zaradi bolezni, prvi, drugi, 16. val, zaradi lakote, zaradi trpljenja. Potem pa se bo pojavil nekdo, ki bo nastopil kot rešitelj, ki bo prinesel mir, ki ga ljudje tako željno pričakujejo, ko so resnično utrujeni od vsega, ki ne zmorejo več, ki ne zmorejo teh psihičnih pritiskov in ki ne zmorejo tudi vseh, bom rekel, stisk, ki se nanašajo na naše telo in na naše preživetje. On bo tisti, ki bo vse zedinil, da bomo potem vsi kot bratje med seboj. To so neke stvari, ki zelo, bom rekel, igrajo na struno čustev. Uvedel bo neko novo ureditev, ki bo temeljila na neki enakosti, ki bo brez razlik, zlasti pa bo brez nečesa, kar je bistveno brez Boga. Mir, ki ga bo prinašal, bo mir, ki ne bo tisti Božji mir, za katerega je Jezus Kristus rekel, to je mir, ki vam ga svet ne more dati. Ta povezanost, to bratstvo, to ne bo tisto bratstvo, ko smo bratje in sestre kot Božji otroci, kot krščeni, ki imamo za istega očeta svetega trojedinega Boga. Tisti pa, po drugi strani, ki pa bodo iskali zavetje v presvetem srcu Jezusovem, tisti pa bodo prepoznali prevaro in laž, zato ker bodo deležni moči in ljubezni in bodo prestali lahko preizkušnje, zato ker bodo ohranili svojo vero, ki temelji, kot smo videli, na čiščenju presvetega srca Jezusovega. Najhujša stvar, torej, ki nas lahko doleti, je pogubljenje naše duše, zato je čiščenje presvetega srca Jezusovega za naš čas bistveno in je nujno, ker brez njega smo izgubljeni. Omenili ste sami, kaj je tista človekova želja, ki je najglobja. Tisto najglobje hrepenenje naše duše, da bi bili ljubljeni take, kakršni smo in da bi lahko nekoga drugega ljubili brez zadržkov. In ta možnost, to nam je bilo zdaj oduzeto. Zato, ker nas družba in pa znanost nas hočeta prepričati, da velja samo tisto, kar lahko zaznamo s svojimi čuti. Gre za neke vrste naturalizem, se pravi vse tisto, kar je presežno, vse tisto, kar zadeva Boga, kar je transcendentalno, vse tisto je zanikano. In v srcih ljudi pravzaprav hočejo ubiti vse, kar je Božje. V družbi kot celoti, kar je zunanji izraz naše vere, in pa v srcih ljudi želijo ubiti vse, kar je Božje.
Prav to pa je pravzaprav tisto, kar človeka dela človeka. Naš odnos z Bogom. Namreč jaz ali pa kdorkoli je to, kar je, v tolikšni meri, se pravi, jaz sem, kar sem, kolikor sem v Božjih očeh. Ne več, ne manj. Zato je nujno, da prepoznamo, kako zelo nas Bog ljubi. Drugače ne bomo znali ovrednotiti svojega lastnega bistva in svojega obstoja. In ne bomo vedeli, zakaj smo tukaj. In kaj Bog želi, da se po nas, po našem srcu, zaradi njegove ljubezni, zgodi v življenju vseh tistih, ki jih on kot Bog, se pravi, kot Božja previdnost, pošilja na našo življenjsko pot. In ja, je srce, ki nas ljubi bolj, kot si mi lahko mislimo. Je srce, ki nas pozna bolj, kot mi sami sebe poznamo. Je srce, ki pozna zadnji kotiček našega srca, tisti kotiček, ki si ga ne upamo niti priznati, s katerim se sami nismo mogoče v tem trenutku sposobni soočiti. Je srce, ki nas ljubi do te mere, da se ne obotavlja, tako kot je Jezus rekel sveti Mariji, a lahko prestati vse. Zato, da bi mi spoznali to njegovo ljubezen in da bi bili odrešeni. In to je zelo srečujoče. To vedenje, da za nas bije srce, ki pozna vsak utrip našega srca, vedeti, da je srce, ki nad menoj nikoli ne obupa, tudi če se jaz svojim grehom od njega odvrnem, da je srce, ki me spremlja na vsakem koraku mojega življenja in ki hoče, da tudi jaz ljubim njega, to je nadvse osvobajajoče in nadvse osrečujoče. Ker tudi, če doživimo razočaranje od vseh ljudi, pravzaprav, je srce, ki nas nikoli ne bo razočaralo. In prav to je tisto najpomembnejše sporočilo, ki ga mi dva za današnjo oddajo, za to knjigo želimo podati našim gledalcem, da ne glede na to, kakšna je situacija v svetu, ne glede na to, kaj se vam dogaja, koliko zla, koliko greha, koliko bolezni, vse to je tisto, je Jezusovo srce tisto, ki ozdravlja in ki je za nas vsako sekundo prisotno, da se ozremo v njega in da izlije na nas to svojo ljubezen. Ja, strinjam se s tem popolnoma in v bistvu naša rešitev, ne samo v tej stiski trenutni, ampak v katerikoli preizkušnji, ki nas bo še doletela, njih bo veliko in bodo še hujše. Naša rešitev je ne v tem, da se podredimo temu, kar nam bo vsiljeno, in tudi ni v tem, da se upremo temu, kar nam vsiljujejo. Naša rešitev je v tem, da prepoznamo presveto srce Jezusovo. Zato, ker v tistem trenutku, ko bomo začeli zajemati Božjo ljubezen na njenem izviru, ki je presveto srce Jezusovo, v tistem trenutku se bodo morale sile zla umakniti. Takrat na nas to ne bo več delovalo. Takrat zlo za nas ne bo imelo več moči. In če se to zgodi pri enem, pri dveh, pri vedno večjih, takrat lahko pričakujemo, da se bo zlo popolnoma moralo umakniti. Zato, ker bo prišel on, ki je kralj in središče vseh src. In iz njegovega osrčja bodo tekle reke milosti. Ta podoba iz Svetega pisma, ko izpod tempeljskega zida tečejo vode, žive vode in povsod, kamor tečejo, povsod je življenje. To so žive vode, ki tečejo iz presvetega srca Jezusovega. In največ, kar lahko naredimo, je to, da svoje srce odpremo in da sprejmemo to milost, ki je za nas od začetka časov namenjena. Bog je od začetka časa imel v mislih mene, vas in vsakega od nas. In je tudi pripravil vse milosti, ki so potrebne za naše zveličanje. In kaj se bo zgodilo z nami? Postali bomo znamenja Božje ljubezni za svet, v katerem živimo. Jaz pogosto, ko molim,
ali pa ko se pogovarjam z Bogom, če imam kakšno željo, pa vem, da sem od nje še svetlobna leta daleč, ampak želim si, pa tisti, s katerimi sem se kdaj v življenju srečal, bodo morda pričevali o nasprotnem, ampak res imam željo, da ljudi ne bi prizadel, da bi lahko postal znamenje Božje ljubezni za ljudi okrog sebe. Zato razumem in dojemam to knjigo kot vrata v presveto srce Jezusovo. Vstopimo skozi ta vrata in če je ta knjiga nekako most, omenili ste, da smo Slovenci dolgo čakali na izid podobne knjige. Če je to most med duhovnostjo ali pa vero naših prednikov, staršev, starih staršev, in pa med sedanjim časom, ko se zdi, da se vera zelo hitro izgublja in da peša, Jezus sam je vprašal, ali bom še našel kaj vere, ko ponovno pridem. Od nas je odvisno, ali bo to tudi vera naših otrok in naših vnukov. Če bomo vstopili skozi ta vrata v Jezusovo presveto srce, potem se nam resnično ni treba bati za svet, ki bo potem, ko nas več ne bo, za svet, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in svojim vnukom. In če bi tudi naši gledalci radi stopili v to čudovito ljubeče očetovo srce, kam lahko pokličejo na založbo Spiritus Sanctus? Ja, knjigo lahko bralci naročijo, pa ne samo knjigo, tudi podobe presvetega srca ali pa ščit presvetega srca in pa medaljon, da ga bo lahko vsak nosil na svojem srcu. S tem, da pokličejo na telefonsko številko 064 239 505. Gospod Miha Trpin, še veliko je besed in veliko teme, o kateri bi lahko spregovorila, ki še kar kliče potem, da bi jo odprli in da bi delili z našimi gledalci, pa vendar morava na tej točki zaključiti, čas naj preganja. Jaz se res iskreno najlepše zahvaljujem tudi za to podarjeno knjigo, ki sem jo dobila in sem jo že pričela ne samo brati, ampak tudi malce bolj aktivno doživeti jo. Kajti vsi smo bili, že v svojem življenju smo se srečali s presvetim srcem Jezusovim, pa vendar ga morda nismo v vsej globini doživeli. Tako da res poklonaj obema, torej vam in gospe Aneti, za to veliko delo, za milost, ki vam je bila podaljena, ki vam jo Bog namenja, ko vaju kliče k temu poslanstvu in zagotovo vem, da se bomo še srečala velikokrat tukaj pri nas v studiu. Bogu hvala, da sva se smela pogovarjati o tako globoki temi, kot je presveto srce Jezusovo, ki je neizčrpna. In hvala tudi vsem gledalcem televizije Exodus, ki opravlja veliko poslanstvo. Televizija Exodus je poklicana, da oznanja vero, katoliško vero v vsej njeni polnosti. In priporočam bralcem oziroma gledalcem televizije Exodus v branje to knjigo, zato da se bo v njihovem življenju lahko izpolnilo po ljubezni, ki je v Jezusovem presvetem srcu vse tisto, kar je zanje namenil Bog. Hvala lepa še enkrat in vam, cenjeni gledalci, pa ne pozabite, da ste ljubljeni, da vas Gospod neskončno ljubi, nikoli ne pozabi na vas, še vsak las na naši glavi nam je preštet, tako da zaupajmo mu, nikar se ne prepustimo temu trušču vsak dana in sveta, ki nas obdaja, ter širimo to njegovo ljubezen, kot so to delali njegovi apostoli. Hvala lepa za pozornost in z Bogom do naslednjič.